Dober večer in dobrodošli v oddaji On the Record, poglobljeni intervjujski oddaji i24 News English. Nedavna vojna z Iranom je prizadela več držav v regiji, vendar je bila morda najbolj edinstveno prizadeta Irak, ki je bila edina država, kjer sta obe strani konflikta napadli drugo na njenem ozemlju. V zadnjih več kot 20 letih se Bagdad trudi ohranjati občutljivo ravnotežje med svojo odvisnostjo od ZDA in odvisnostjo od Irana, zaradi česar je postal bojišče vpliva za obe strani. Danes, pod novo izvoljeno vlado, Bagdad kaže začetne znake namere, da zmanjša iranski vpliv v svojih oboroženih silah, vendar je pot dolga in Iran verjetno ne bo stal križem rok. Da bi vse to razčlenil, se mi je nocoj pridružila Elizabeta Curkov. Elizabeta Curkov je raziskovalka Bližnjega vzhoda, ki se osredotoča na območje Levanta. Je sodelavka inštituta New Lines za strategijo in politiko, think tanka s sedežem v Washingtonu ter raziskovalna sodelavka Foruma za regionalno razmišljanje, izraelsko-palestinskega think tanka s sedežem v Jeruzalemu. Marca 2023 je bila med raziskovanjem v Bagdadu Elizabeta Curkov ugrabljena strani iraške Kataib Hezbollah, teroristične organizacije, ki jo ZDA označujejo za teroristično in je iranska proksi organizacija. Zadržali so jo kot talca 903 dni, dokler ni bila izpuščena septembra 2025. Trenutno je doktorska študentka na oddelku za politiko na Univerzi Princeton. Elizabeta Curkov, najlepša hvala, da ste se mi nocoj pridružili. Z veseljem. Kaj je tako edinstvenega pri Iraku, da je, če povem preprosto, postal edina država, ki je med vojno z Iranom napadla samo sebe? Ja. To je pravzaprav precej opazno, ker so milice, ki jih podpira Iran in delujejo v Iraku, dejansko napadle sam Irak in ne samo, veste, regijo Kurdistan. In obstajajo nekatere, veste, iransko-kurdske milice, ki imajo tam svojo bazo in pojavila so se poročila o izraelskih namenih, da jih uporabijo za napad, za izvedbo kopenske invazije v Iran. Tako niso bili napadeni le tisti cilji ali povezave z regionalno vlado Kurdistana na severu, ampak tudi naftna polja in hoteli iraške vlade. Zdi se, da poskušajo zvišati cene nafte in s tem koristiti Iranu, hkrati pa škodovati lastni državi. Tako te milice zelo jasno uresničujejo iransko agendo in so zato pripravljene škodovati lastni državi, dokler to koristi Iranu. In to vidimo tudi pri dejavnostih, ki niso povezane z bojevanjem. Trenutno je iraški parlament v veliki meri pod nadzorom šiitskih sil, vendar so tudi predstavniki drugih sekt v veliki meri proiranski. In te sile so na primer dolga leta blokirale vse načrte za povezavo Basre v južnem Iraku z Akabo v južni Jordaniji, kar bi omogočilo pretok nafte po naftovodu do Akabe in zagotovilo alternativno pot do Hormuške ožine. In Irak zdaj zaradi tega plačuje ogromno ceno, saj je skoraj popolnoma odvisen od Hormuške ožine. Tako, zdaj nekaj nafte pošiljajo skozi regijo Kurdistan preko Turčije in zdaj tudi skozi Sirijo, v bistvu s tovornjaki prevažajo to nafto. In seveda, s tovornjaki ne moreš izvoziti toliko, kot lahko izvažaš po morju. Poleg tega je to tudi veliko dražje. Tako so te milice in politične sile, ki so zveste Iranu, skozi leta precej škodovale Iraku. In zdaj vidimo res nekakšno skrajno manifestacijo tega. In te milice napadajo sam Irak in tudi sosednje države. S tem pa škodujejo, veste, diplomatskim odnosom med Irakom in drugimi državami, ter veste, izzovejo povračilne ukrepe ZDA. Torej, iranske milice so bombardirale Irak, vendar so tudi Združene države izvedle več povračilnih napadov, pri katerih so ubile več 10 članov različnih milic, ki delujejo v imenu Irana na iraškem ozemlju. Ja, vem, res je bila zmeda spremljati dogajanje v Iraku, kjer sta se obe strani bojevali na istem ozemlju. To je res nekaj posebnega za to območje.
Zdaj pa bi rad vprašal o novi vladi pod vodstvom Alija Al-Zaidija. Ta vlada je večkrat izjavila, da nameravajo razorožiti različne milice. Večina jih je povezanih s Teheranom, vendar ne vsi. In jih želijo vključiti pod enotno zastavo iraških oboroženih sil. Medtem ko je peščica teh milic izjavila, da so pripravljene in so celo ena ali dve začeli simbolični prehod, so najmočnejše milice, ki jih podpira Iran, v bistvu povedale, da ne bodo sodelovale. Torej, kako izvedljiv je ta načrt za razorožitev teh milic v Iraku? No, nismo videli nobenega izvedljivega ali jasnega načrta, ki bi ga predstavila iraška vlada. Prav tako ni jasno, ali ta integracija v iraško vojsko ne bo preprosto premaknila te vrste iranske posredniške sile iz Hašd al-Šabi, iz sil za ljudsko mobilizacijo v iraško vojsko. Če bo njihovo poveljstvo ostalo znotraj teh milic in če bodo vključeni v iraško vojsko kot celotne enote, v bistvu samo premikamo problem z enega mesta na drugo. In trenutno je precej nejasno, kaj se bo zgodilo in celo do neke mere, kaj se trenutno dogaja. Ker čeprav so nekatere od teh milic izjavile, da predajajo svoje orožje, v resnici vidimo, da izvajanje tega je očitno pomanjkljivo. In obstaja veliko nejasnosti glede tega, kaj se dejansko dogaja na terenu. In medtem, vse te tri milice, ki so napovedale, da se bodo združile z državo in se razorožile in tako dalje, vse so to v bistvu napovedale kot notranjo odločitev, ki jo izvajajo po lastnih odločitvah, namesto da bi se podredile državni oblasti. Tako da in seveda potem je tu še izziv milic, treh glavnih milic, ki so napovedale, da se ne bodo razorožile. To so bile milice, ki so izvajale veliko večino napadov na ameriške cilje v regiji in Iraku ter bombardirale lastna naftna polja. In te milice so najbližje Iranu. V bistvu so v njihovi poveljniški strukturi prisotni Iranci, ki izvajajo in nadzorujejo napade ter nadzorujejo tihotapljenje orožja iz Irana. In zato, brez soočanja s temi milicami, tudi če se druge milice resnično vključijo v iraške varnostne sile na preverljiv način in se te milice resnično razpustijo, ne bomo rešili problema milic. Točno tako, ker je to del problema, ki ga opisujete, da prejemajo tudi zdaj svoja stalna navodila iz Teherana, plačo pa iz Bagdada. In ko se enkrat združijo z oboroženimi silami, se to v resnici ne bo spremenilo. Vendar pa je tiskovni predstavnik iraške vlade prejšnji teden za emiratsko televizijo povedal, da proces razoroževanja poteka zelo dobro, gladko. Torej, mislite, da gre tukaj za namen Bagdada, da resnično želijo razorožiti te milice, ali pa gre za zunanji diktat, s katerim zgolj sodelujejo, da bi pomirili Washington? Mislim, da so sile v Iraku, ki si prizadevajo za razorožitev teh milic, resnično zainteresirane za to. Da bi Irak obvarovali pred težavami, ki jih prinaša vpletenost v regionalne vojne. In tudi zato, da bi pridobili večjo moč. Ker te milice v bistvu spodkopavajo tisto vrsto globoke države, ki ni povezane z milicami. Zato je v njihovem interesu, da oslabijo svoje tekmece, ki se zanašajo na orožje v svojih rokah, da bi vsilili različne politične odločitve. To, da iraška država v resnici nima veliko adutov, ki bi jih lahko uporabila. Naprimer, ne bo uporabila vojske, da bi šla proti milicam, ki so izjavile, da se ne bodo razorožile. In resnično mislim, da je obseg tega, v kolikšni meri se bodo te milice, tiste, ki so že napovedale razorožitev in tiste, ki so to zavrnile, ter tiste, ki niso dale nobene jasne izjave, bo resnično odvisno od tega, kako odločna bo administracija Trumpa, da ta proces dejansko izpelje naprej. In moram reči, da te milice in nasplošno iranska os Trumpovo administracijo dojemajo kot zelo sovražno do njih in menijo, da morajo poiskati neko obliko dogovora, dokler so oni na oblasti. Seveda pa administracija Trumpa ne bo trajala večno.
In ta proces razoroževanja je zelo reverzibilen, saj je meja z Iranom še vedno odprta in pod nadzorom teh milic. In celo orožje, ki je recimo predano državi, mislim, da ga lahko kadarkoli ponovno pridobijo, kaj ne? Če bi morali na osi ameriškega vpliva proti iranskemu vplivu postaviti to novo iraško vlado, bi rekli, da je bolj usmerjena k ZDA ali se še vedno močno nagiba oziroma je pod močnim vplivom Irana? Vsekakor se želijo bolj približati Združenim državam in si pridobiti naklonjenost Trumpove administracije. To vidimo v več odločitvah, ki so bile sprejete. Navsezadnje je težava v tem, da nimajo verodostojnega načina, kako bi zagrozili tem milicam. Edini, ki ima to sposobnost, je administracija Trumpa. In potem se pojavi vprašanje, ali bodo pripravljeni uporabiti silo. Ker smo na primer videli, da so med vojno proti Iranu, v 40-dnevni vojni, streljali na te milice, jih bombardirali, ubili več njih, na desetine članov teh milic, vendar je bilo to še vedno v veliki meri povračilno in v samoobrambi, po ameriškem dojemanju. To ni bila neka obsežna, kampanja proti tem milicam. In mislim, da milice, razen če verjamejo, da je to nekaj, kar je mogoče, da bi se to lahko zgodilo, da to res pride v poštev, nimajo nobenega razloga, da bi se razorožile. Milice, ki so zelo jasno povedale, da se ne bodo razorožile, med njimi Kataib Saer al-Shuhada, Kataib Hezbollah in Harakat al-Unudžaba. Te milice nimajo pomembne parlamentarne moči ali moči znotraj iraške države, za razliko od milic, ki so napovedale, da se bodo nekako združile, razorožile, karkoli. In zato je za njih predaja orožja resnična izguba moči, v nasprotju z drugimi milicami, ki, kot veste, napovedujejo svojo združitev. Poleg tega so mnogi ljudje znotraj teh milic resnično zvesti Iranu in zato razorožitev ni možnost, ker to orožje služi Iranu. Torej, v odsotnosti verodostojne grožnje jih bodo obdržali. Pravzaprav me vaša zadnja pripomba vodi do naslednjega vprašanja. Po iraški ustavi o delitvi oblasti med verskimi skupnostmi je položaj predsednika vlade rezerviran za šiitsko večino v Iraku. Morda je trenutno najvidnejša politična osebnost v Iraku šiitski duhovnik Muqtada al-Sadr. Njegov politični blok je leta 2022 odstopil iz parlamenta in se od takrat ni več udeležil parlamentarnih volitev. Ali nam lahko na kratko razložite, kdo je Muqtada al-Sadr? Zakaj je tako vpliven v Iraku? In osebno me najbolj zanima naslednje vprašanje. Zakaj njegov politični blok, kljub njegovi pomembnosti, ne sodeluje v parlamentarni politiki? To so odlična vprašanja. Gibanje sadristov v Iraku je tema moje doktorske dizertacije, raziskovanja. In zato sem, preden so me ugrabili, opravila, na desetine intervjujev s sadristi, ljudmi iz sadrističnega gibanja. Da bi poskušala razumeti privlačnost tega gibanja med iraškim šiitskim nižjim slojem, sadristično gibanje je v bistvu osvojilo največji blok v parlamentu na volitvah leta 2021. Pridobilo je 73 sedežev in si je v bistvu želelo oblikovati vlado, ki bi bila prvič v zgodovini Iraka večinska vlada, ki bi izključila nekatere proiranske sile. To v veliki meri izhaja iz neke vrste politične zamere in ne toliko iz ideoloških razlogov. Saj tekmovanje med različnimi političnimi silami v Iraku ni zares ideološko. To je politični sistem, kjer se ljudje borijo za plen in njegovo delitev. Plen pa so državne blagajne. Tako je poskušal oblikovati večinsko vlado s kurdskimi zavezniki in KDP ter sunitskimi zavezniki Takadum, ki ga vodi Mohamed al-Halbusi. In v bistvu mu to ni uspelo zaradi kombinacije političnega nasilja, ki so ga izvajale milice, in tudi zaradi odločitve Vrhovnega sodišča. Vrhovno sodišče v Iraku nadzorujejo stranke, ki jih podpira Iran. Oni imenujejo sodnike. In posledično so dali zelo čudno razlago, zelo ustvarjalno razlago iraške ustave, ki v bistvu preprečuje možnost oblikovanja večinske vlade v Iraku. V bistvu moraš imeti vlado, ki vključuje vse.
Tako se je to zgodilo, na to pa je bojkotiral sistem. In potem je preprosto, in potem se je v bistvu odločil, da odstopi iz parlamenta. Zdaj mi ni jasno, nikoli nisem, veste, govorila z Muqtado al-Sadrom. Ni mi povsem jasno, kaj je v tistem trenutku razmišljal. Zelo mogoče je, in to verjamejo nekateri, ki ga poznajo, da je mislil, da njegovega odstopa ne bodo sprejeli. In v bistvu, da bi to bila njegova pogajalska karta. Pravzaprav ni nameraval zapustiti parlamenta. A očitno so drugi politični bloki ta odstop sprejeli. Po njihovem odstopu so v parlament namesto sadristov vstopili proiranski kandidati, ki so bili na volitvah v različnih volilnih blokih naslednji po vrsti in zasedli njihovih 73 sedežev. In tako je parlament postal popolnoma pod nadzorom, šiitski blok je popolnoma proiranski. In to je tisto, kar me tako zanima. Ker je Muqtada al-Sadr zgradil svoje ime kot goreč nasprotnik vsakršnega tujega vpliva. Da, njegova milica se je pred desetletji borila proti ameriškim silam. In tukaj imate najbolj izstopajočo politično osebnost v Iraku, ki ima vsaj politični kapital, da se bori proti iranskemu vplivu v Iraku. Cilj, ki ga Bagdad navidezno zasleduje. Vendar on ne igra te igre. In tako so v tej praznini, kot opisujete, prevzeli nadzor proiranski elementi. In torej, če je nekdo, ki si je ustvaril ime kot nasprotnik tujega vpliva, zakaj se ta energija zdaj ne preusmeri v odpravo iranskega vpliva v Iraku? Ja, to je dobro vprašanje in ni mi jasno, zakaj niso kandidirali. V bistvu gre za zelo enotno gibanje. To je odločitev Muqtade al-Sadra. In on se je odločil, da ne bo kandidiral. In njegove odločitve so takšne, da celo ljudje, ki so mu zelo blizu, težko razumejo, kaj stoji za njimi. Je precej nepredvidljiva osebnost in sprejme eno odločitev, potem pa čez nekaj mesecev ali let sprejme odločitev, ki popolnoma nasprotuje prejšnji. Ampak, kar slišim od ljudi znotraj sadrističnega gibanja, je, da nameravajo v prihodnosti ponovno kandidirati na parlamentarnih volitvah. In bilo je povsem mogoče, da bi kandidirali na prejšnjih volitvah, saj je Sadr svoje ljudi prosil, naj obnovijo svoje volilne kartice, a se je na to na koncu odločil, da ne bodo kandidirali. Zahteval je več koncesij, ki bi koristile njegovemu političnemu bloku, vključno s spremembo volilnega zakona, da bi lahko kandidiral. In teh koncesij mu niso dali. In zato ni kandidiral, ampak verjamem, da se bodo v prihodnosti vrnili v politiko. Mislim, da je izkušnja umika iz politike do neke mere koristna. Ker je baza gibanja Sadr resnično navdušena nad tem, predvsem tista najbolj zvesta baza, ker menijo, da so prava opozicija skorumpiranemu političnemu redu in da ne nosijo krivde za to, da je država v groznem gospodarskem položaju, storitve so slabe itd. Elektrika, voda, bolnišnice, ceste, vse je v groznem stanju, kljub temu, da je Irak izjemno bogat. Seveda pa so bili tudi ljudje, ki so se gibanju Sadra pridružili v kasnejših in bolj nedavnih letih, ker je bilo zelo močno in so uživali dostop do moči in klientelistični koristi v bistvu. In takšni posamezniki se v bistvu vse bolj oddaljujejo od gibanja Sadra. Naprimer, gredo in volijo ter se pridružujejo Asaib Ehl al-Haq ali drugim političnim silam, ki so proiranske. Ja, mislim, da bo v prihodnje zelo zanimivo opazovati Muqtada al-Sadra, vendar menim, da ključ za rešitev Iraka leži v njegovem političnem vplivu. To je pač, mislim... Bil bi izjemno razburjen, če bi slišal, da Izraelec tako razmišlja. Je zelo, zelo odločno proti Izraelu. Med protesti, ki so jih organizirali sadristi, in celo med molitvami, ki so jih organizirali, vzklikajo Kala Israel, Kala Amerika. Ne Ameriki, ne Izraelu. V redu, ne pravim, da pozivam k normalizaciji odnosov med Bagdadom in Jeruzalemom. Vsaj še ne. Ampak mislim pa, da če se želi Irak znebiti ali vsaj zmanjšati iranski vpliv, je prav on ključen. Pred nekaj minutami sva govorila o močnih milicah v Iraku, ki jih podpira Iran. Najvplivnejša je morda Kataib Hezbollah, ki vas je imela za talca skoraj 2 leti in pol. Pred vašo ujetništvom ste raziskovali te milice. Ena vas je imela za talca, zdaj pa jih znova raziskujete. Zanima me,
Ali se je vaše mnenje o teh milicah spremenilo zaradi vaše osebne težke izkušnje? Da bo jasno, pred mojo ugrabitvijo teh milic nisem poglobljeno raziskovala. Brala sem, kar so drugi objavljali. Naredila sem nekaj raziskav o kršitvah človekovih pravic, ki so jih izvajali nad razseljenimi osebami na severu. Vendar nisem izvajala lastnih raziskav o teh milicah, razen pogovorov z nekaterimi njihovimi žrtvami, ker je izjemno nevarno biti v njihovi bližini. In čeprav bi bilo za mojo doktorsko dizertacijo koristno izvedeti več o ljudeh, ki so na primer zapustili Sadrovo gibanje in se pridružili tem milicam, tega nisem storila preprosto zaradi tveganja, ki je bilo s tem povezano. Ampak očitno, potem ko so me ugrabili, sem bila že pri njih, so me zadrževali in sem preživljala čas z njimi. In veliko sem se naučila. In res veliko sem se naučila. Mislim, da zaradi te edinstvene, očitno grozljive situacije, v kateri sem preživela veliko časa z njimi. Vključevala sem se v pogovore, še posebej v začetnem obdobju zasliševanj in mučenja, ter nekako razumela njihov pogled na svet. In mislim, da sem kar precej razumela teorije zarote, ki jih širi ta tako imenovana proiranska os. Naprimer, da sta Izrael in Združene države ustvarila ISIS in Jabhat al-Nusro, naprimer v Siriji. Nekateri izmed njih v to resnično verjamejo. In sumim, da večina navadnih članov in celo nižje rangiranih poveljnikov ter celo nekateri višje rangirani poveljniki verjamejo tem neumnostim. Da imajo te čudne teorije zarote in so nekako naklonjeni Iranu, vendar jih v bistvu žene potreba po plači. Torej, vrste teh milic, ko so bile te milice ustanovljene, so bile precej majhne. In postopoma so razširili svoje vrste, ko so leta 2023 prvič odšli v Sirijo, da bi podprli Asadov režim. In potem leta 2014, ko je ISIS napadel Irak in veste, Irak se je zrušil zaradi Nurija al-Malikija in načina, kako je skorumpiral vojsko. In potem je prišlo do velike, največje širitve teh milic po letu 2017, ko so se boji proti ISIS zaključili. Torej, v bistvu je večina ljudi v teh milicah, ljudi, ki ko je bila tretjina države okupirana strani ISIS, ko je bil ISIS blizu Samare, kjer sta dva šiitska svetišča, grobova dveh šiitskih imamov, so ostali doma. Ampak in sprva ni bilo na voljo nobenih plač, ker so ljudje, naprimer, celo prodali ženino zlato nakit, da bi kupili AK-47 in odšli na fronto, da bi se borili proti ISIS. Torej, te ljudi so ostali doma, ampak potem, ko so bile plače na voljo in ni bilo nevarnosti, so se pridružili. Kaj ti to pove o teh posameznikih, kaj ne? Motivira jih materialna korist. Zdaj, v teh milicah so ljudje, ki so ideološki, vendar so po mojih izkušnjah in interakcijah z ljudmi res manjšina. To so posamezniki, ki pogosto delujejo znotraj teh mrež, ki jih vodijo pripadniki IRGC. In so resnično pripravljeni škodovati svoji državi v korist Irana in v tem ne vidijo nobene težave. Vendar pa so mnogi drugi pravzaprav le neke vrste plačanci. Tam so zaradi stalnega zaslužka. Plače in celo nekateri izmed poveljnikov teh milic so večmilijonarji, nekateri so celo milijarderji v dolarjih, ne v iraških dinarjih, veš? To so ljudje, ki uživajo življenje, ki niso ukradli vsega tega denarja zato, da bi potem postali mučeniki. Torej, razglašajo, ja, mi smo sveti bojevniki in tako naprej. Ne, oni so tatovi. Seveda verjamejo v nekatere, veste, teorije zarote, so proiranski in tako naprej. Ponosni so na iranske uspehe. Ampak navsezadnje želijo živeti in želijo zaslužiti denar. Mislim, da je to precej res. Rekel bi, veste, to se govori tudi o IRGC, o Hezbolahu. Na koncu so to ljudje v težavnih gospodarstvih, ki preprosto iščejo način, kako čim bolj izboljšati svoj položaj. Pri Hezbolahu, obstajajo ljudje, ki so se pridružili zaradi plače, še posebej po gospodarskem zlomu v Libanonu leta 2019. Vendar pa so tudi ljudje, ki so resnični verniki in so že od zelo zgodnje starosti obiskovali šole Hezbolaha. Začne.
njihov skavtski program in so resnično zelo indoktrinirani, ter so srečni, da lahko umrejo in mislijo, da bodo šli v nebesa. Ja, v redu. Premaknili se bomo na zadnji del oddaje, to je segment hitrih vprašanj. Pokazal vam bom 3 slike in na kratko, prosim, povejte prvo stvar, ki vam pride na misel. Torej, prva slika, to sta sirski predsednik Bašar al-Asad in ameriški predsednik Trump v Beli hiši. Mislim, da je to res ena najboljših politik, ki jih je predsednik Trump zasledoval. To je res blagoslov za Sirijo, ker brez odprave sankcij bi Sirija zagotovo ostala propadla država. Zdaj ima Sirija vsaj priložnost. V redu. To je druga slika. Turski predsednik Recep Tayyip Erdoğan. On je diktator. To je prva beseda, ki mi pride na misel. Turčija se je res zdela vzor povezovanja islama in demokracije. In zdaj mislim, da ni več opozicije, ni svobodnih medijev, zelo, zelo žalostno je. V redu. In zadnja slika, to je ameriški veleposlanik v Turčiji in posebni odposlanec za Sirijo in Irak, Tom Barak. Misli dobro, recimo tako. V redu. Hvala za vašo iskrenost. Mislim, da bomo morali brati med vrsticami pri tej izjavi, ampak za zdaj bomo tukaj zaključili. Še enkrat se vam zahvaljujem, Elizabeth Surko, da ste se mi nocoj pridružili. Pridružite se nam spet prihodnji teden v oddaji On the Record. Današnjo epizodo in vse prejšnje oddaje najdete na YouTubu in Spotifyju. Hvala, ker ste nas gledali.